Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v današnji novi, čisto sveži oddaji naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. In na drugi strani studijskega stekla prav lepo pozdravljam našo sodelovko, našo prijateljico Marjanco Trčinar-Antič. Dobrodošli spet pri nas. In en prisrčen pozdrav vsem, ki ste zdaj z nami. Danes ima Marjanca s sabo posebno gostjo in prepričan sem, da bo oddaja zelo zanimiva. Kdo je z vami danes, Marjanca? Ja, dober dan, prav vesela in ponosna sem, da sem spoznala gospo Vesno Žveglo, avtorico knjige Dovoli si, da siješ. Skozi to knjigo sem jo tudi spoznala, začutila in gospa Vesna, dober dan. Dober dan, pozdravljeni še z moje strani in hvala, da sem lahko danes z vami. Ja, gospod Vesno, kot sem rekla, sem spoznala najprej skozi knjigo, ki se me je zelo dotaknila, potem sem jo poklicala in počasi sva se spoznavali. Če bi govorili o gospe Vesni, tako skozi življenjepis bi rekli, da je študirala komunikologijo, da je delala v korporativnem biznisu, da je bila na številnih res vodilnih položajih, bi rekli močna ženska, ki ve, kaj hoče v življenju. Ko jo pa spoznaš zares, potem vidiš eno žensko, ki sije svetlobo, ki privlači in vzbuja zaupanje, širi mir, ljubezen in svetlobo. In takšno Vesno sem imela jaz čas spoznati in takšno Vesno bi vam želela danes predstaviti. Gospa Vesna, kaj bi pa vi povedali? Kdo je tista prava Vesna? Najlepša hvala za tako lep uvod. Kdo je Vesna? To je, mislim, najtežje vprašanje, s katerim se vsak človek sreča. Kdo sem? Kdo sem je vprašanje, na katerega lahko iščemo odgovor ali pa se mu izognemo. Ampak ko iščemo odgovor na kdo sem, spoznavamo svojo avtentičnost in vidimo, da smo mnogodimenzionalni, da imamo ogromno bogastev, da imamo ogromno notranjega potencijala in ko odkrijamo ta potencijal, ko ga odkrivamo, ko si ga drznemo odkrivati, začnemo sijati. Kdo sem Vesna? Sem človek. Ja, človek z veliko začetnico, zagotovo lahko rečem, gospa Vesna je skozi svoje znanje, skozi svoje izkušnje prišla do neprecenljivih spoznanj. Ta spoznanja z nami deli v svojih knjigah, napisala jih je več, vem, da se jih nekaj tudi pripravlja, ampak danes govorimo o knjigi Dovoli si, da siješ. Jaz sem veliko v knjižnici, velikokrat nekako grem med policami in kar dovolim si, da me kakšna knjiga pokliče in tako sem tudi v roke prejela to lepo knjigo Dovoli si, da siješ in ko sem jo prebrala, mogoče vam zdaj kar preberem, kaj sem gospe Vesni napisala v tistem efektu, brez razmišljanja, res z občutki, ki sem jih čutila potem, ko sem knjigo prebrala. Spoštovana Vesna, v knjižnici me je poklicala vaša knjiga in prebrala sem jo. Sploh ne vem, kako naj opišem, mogoče najbolje kot en skupek uvidov, aha momentov, potrditev, klicajev, hvaležnosti, občutkov, miline in ljubezni, miru, zavedanja sebe kot delček mozaika, ki ga ustvarja stvarnik, kot smerokaz za nadaljevanje poti sredi temnega gozda zmede, možnosti, vprašanj, dvomov, strahov, nezaupanja in odločanja. Dejansko lahko to knjigo res razumemo kot en vodnik, kot en vodič skozi življenje. Gospa Vesna je v tej knjigi naredila en povzetek teh mogočnih življenjskih znanj in spoznanj in zanimivo mi je, da je tudi Karel Gržan napisal nekaj podobnega o knjigi. Pravi takole: zapis te knjige sem doživel kot knjigo navdiha, ki me vabi, da razvijam in krepim v sebi krila duha, da se dvignem in iz predhodnosti in zaživim v tistih razsežnostih, ki so po meri duha in srca. Lahko rečemo, da je ta knjiga po meri srca in vsakega človeka. Gospa Vesna, kaj vam pomeni ta knjiga? Kakšne so bile tiste želje, ko ste začeli pisati in kaj je
danes, ko ste knjigo napisali, ko ste jo dali med ljudi in ko jo takole res srčno sprejemamo? Knjigo sem začela pisati po navdihu. Točno tako. Bila sem navdihnjena strani mojega višjega jaza in pisala sem jo z vso srčnostjo in z vso zavzetostjo. V njej sem izlila moja izkustva, moja razumevanja, ker se mi zdi, da samo na ta način, na avtentičen način lahko podajaš drugim resnico. To je tista resnica, ki se dotakne. To je tista resnica, ki se ne navezuje, ampak povezuje. To je tista resnica, ki je most med mano in tabo, ki sva skupaj eno. In danes, po zaključku pisanja in ko je knjiga že med bralci, mi je v največjo bogatstvo in zadovoljstvo, ko dobivam povratne informacije od ljudi, ki pravijo, knjigo moram prebrati še enkrat, ali pa knjigo berem že tretjič in vsakič najdem v vsakem odstavku skrite nove in nove pomene. Skratka, to, da bralci začutijo to knjigo, pa ne da v njej začutijo mene, da v njej začutijo sebe in začnejo odkrivati sebe, to je največja dragocenost in največja zahvala. Res je, gospa Vesna, ta knjiga je pisana tako, da se te dotakne in da najdeš točno tisto, kar v določenem trenutku potrebuješ, ne glede na to, kje si, na kakšnem nivoju in stopni spoznanj, zavedanja, znanja. In če bi želeli kaj več slišati in zvedeti o knjigi, naj vam že zdaj le povem, da danes ob 18. uri imamo v Dolenjskih Toplicah en tak pogovor v živo, predstavitev knjige. Knjigo si boste lahko tudi nabavili, če boste želeli, danes ob 18. v Dolenjskih Toplicah. V tem trenutku pa vas mogoče vabim, da si pogledate svoj urnik, si zapišete, naredimo eno kratko pauzo s kakšno lepo glasbico. Darko je zagotovo kaj lepega pripravil. Prav gotovo, ob tako lepi temi, ob tako lepih mislih, ena lepa pesmica Tanje Žagar, Zaljubljena v življenje. Tako je tudi prav. Ko že mislim, da vse je končano, spet se nekaj prebudi, pa me spomni na tiste občutke, ki si meni dal jih ti. Si zaželim, da enkrat bi še enkrat videla te. Zaljubljena v življenje, vse svoje sanje mu predajam, tudi takrat, ko jočem, upanju zvesta še ostajam. Jutri v dan, novi dan, sama bom odšla in verjamem, da nekje se srečava. Zaljubljena v življenje, vse svoje sanje mu predajam, tudi takrat, ko jočem, upanju zvesta še ostajam. Jutri v dan, novi dan, sama bom odšla in verjamem, da nekje se srečava. Ostanemo vita v temo, glas tišine se boji. Ko zazdi se dan, kogar niki bi dal mi, kar čutila rada bi. Si zaželim, da enkrat bi še enkrat videla te. Zaljubljena v življenje, vse svoje sanje mu predajam, tudi takrat, ko jočem, upanju zvesta še ostajam.
smo že nazaj na valovih Radia Seraka v oddaji Naš vsakdanjik, kjer Marjanca Trščinar Antič gosti avtorico knjige Dovoli si, da siješ, gospo Vesno Žvegla, in mi bomo njima dvema dovolili, da zasijeta še naprej. Hvala lepa, Darko, kako si to lepo povedal. Ja, zagotovo lahko rečem, da gospa Vesna sije tudi njena knjiga Dovoli si, da siješ, ki presega stare vzorce in predvsem osvobaja. In dejansko se nas dotika z svojimi vsebinami, z številnimi navdihi in tako velikokrat pridemo do aha momentov. Številne vsebine je združila v eno celoto, povezala, tako kot je povezano naše življenje, ki pa, kot pravi avtorica, ni linearna pot, je cesta, ki vijuga, se vzpenja in spušča, vse to je v redu, na nas je samo, da znamo to sprejeti, da znamo poiskati kompas. Naravno to je včasih težko. Včasih se zaciklamo že na začetku v misli. Najprej je vedno misel, potem beseda, iz tega nas potem popelje v dejanja. Dejanja povzročijo neko akcijo, neke rezultate te akcije, čustva, in iz čustev naprej smo zopet v mislih in velikokrat se zaciklamo v nek težek krog, iz katerega ne znamo. In takrat je prav, da poiščemo nekoga, ki nam bi lahko pomagal, in jaz si upam trditi, da knjiga Dovoli si, da siješ je zagotovo en kompas, ki nas prizemlji nazaj, hkrati pa nam odpre pot za višine, za sanje, za tisto, za kar smo pravzaprav poslani na ta svet. Gospa Vesna, tako veliko vsebin. Kako ste zložili to knjigo? Katere vsebine so vam najljubše? Kako ste ustvarjali in kaj bi iz te knjige želeli podeliti z nami? Ustvarjanje te knjige je bila svojevrstna pot, ki ni še končana. Tako kot je bilo povedano, pot, ki ni bila linearna, ampak je hkrati potekala na več ravneh, se zlagala iz posameznih koščkov v čim lepši in jasnejši zemljevid, v čim lepšo, jasnejšo sliko. Katere teme so noter? Mislim, da so noter skoraj da vse teme življenja, ki jih živimo. Ko se vrodimo v ta svet, se vrodimo v neko družbo, v nek sistem, v neke kletke, v neka prepričanja, kako mora biti, kako svet je. In v tej knjigi nekako začenjam z razlaganjem teh matric. Kaj svet je, kako ga definira znanost, kako ga definira družba, in skozi te definicije mi razumemo samega sebe. Mi razumemo, kaj smo, kaj se od nas pričakuje. To so naše vloge, to so naše identitete in to so pričakovanja, ki jim skušamo slediti. Zaradi vsega tega prihajamo do notranjih bojev, do notranjih navzkrižij, ki nas pripeljajo do tega, kot ste rekla, Marjanca, da se zaciklamo v ta krog večnega vrtenja in težav. Ampak kako iz tega ven? Iz tega ven gremo lahko tako, da začnemo raziskovati, kdo smo. Kdo smo na mentalni ravni, kdo smo na čustveni ravni, kdo smo na svoji avtentični ravni. Pokažem, kaj te matrice so. Mi smo razumska bitja in moramo razumeti, kdo smo, moramo razumeti, kako nas družba definira, kaj od nas pričakuje, in hkrati moramo razumeti, da smo bitja svobodne volje. Mi moramo razumeti, da imamo izbiro, ampak izbiro imamo, ko gremo skozi sebe, ko gremo skozi svoje srce, ko gremo skozi svojo avtentičnost. In v tem kontekstu vas peljem skozi knjigo. Peljem vas, kako uporabljamo svoje možgane in
tako kot pravi lisica v Malem princu, če hočeš videti, moraš gledati s srcem. Ko povežemo možgane, ki jih imamo v glavi, v lobanji, naš intelekt, ko ga povežemo s srcem, tako kot danes tudi znanstveniki ugotavljajo, pa to ni novo spoznanje. Že 30 let nazaj je bilo to objavljeno v medicinskih revijah. Imamo tudi v srcu imamo nevrone, skratka druge možgane. Ko povežemo možgane v lobanji z možgani srca, se vzpostavi ta koherenca, ki je danes tako pogost in modern izraz, ki ga uporabljajo različni avtori in raziskovalci, koherenca srca in možgan. Ampak to še vedno ni dovolj. Možgani, misel, srce, čustva, ko to povežemo še s tretjim delom, to so možgani v našem trebuhu, lahko jim rečemo na fizični ravni v našem črevesju, kjer so tretji možgani, in mimogrede tudi tukaj so našli ogromno nevronskih celic, to so naši tretji možgani. Na energetski ravni je pa tukaj sončni pletež in tukaj je naša moč, tukaj je naša notranja moč in delovanje, in to je ta sveti trikotnik intelekta, ker mi smo bitja razuma, človek, ne? Tisti v čelu, ki ve, mi smo srčna bitja, mi smo tisti, ki znamo čutiti, in mi smo tisti, ki lahko delujemo iz sebe, skozi sebe. In to je ta sveti trikotnik, ki ga tukaj noter tudi opisujem. In ko povežeš v neposredno linijo možgane, srce in notranjo moč, sončni pletež, kjer domuje naša moč, se vzpostavi ta os med nebom in zemljo. Tukaj smo stojni, tukaj smo notranje močni, tukaj ne rabimo potrditev od zunaj, ampak zasijemo. In ko zasijem jaz, sem lahko svetilnik za tebe, da te prižgem. In ko zasiješ ti, sem svetilnik za drugega. Notraj v knjigi opisujem tudi različna spoznanja, kako do teh spoznanj prideš. Pa mogoče samo enega, da omenim, Marjanca? Z veseljem. Ko se povežeš in iščeš odgovore, ne v knjigah, ne v učenju skozi poskuse in napake, ampak skozi učenja z vodstvom iz drugih dimenzij. Ena taka zgodba je noter opisana, ko sem sedela na kavču in meditirala in kontemplirala na določene teme, mi je bila pokazana sledeča izkušnja. To učenje je vedno na način, da ti si v izkušnji in jo celostno doživljaš. Pokazano mi je bilo nekaj takega. Bila sem v temnem prostoru, kjer nisem videla ničesar. Nenadoma se je oddaljeno od mene pokazala neka lučka, svetloba. To je to, kar nam vse religije, kar nam vse duhovne šole učijo, ne? Zunaj je svetloba, pa kakorkoli jo že imenujemo, Bog, vir, stvarnik, ni važno, skratka, zunaj je svetloba. In bolj, ko sem jaz usmerjala svojo pozornost na to lučko, na to svetlobo, večja je bila, širila se in cel prostor je začel sijati. A zgodilo se nekaj nenavadnega za mene. Ne? Med menoj in med to lučjo, ki je bila čedalje močnejša, so se začele pojavljati sence. Skratka, drugi, ki so iskali ta vir zunanje svetlobe. In več, ko je bilo teh senc, teh drugih, ki so se postavili med mano in to svetlobo, več senc je name padalo. Čisto fizikalno, če med sabo in virom svetlobe postavite nek objekt, pač ta objekt meče senco na tebe. In več, ko jih je bilo, bolj sem bila jaz spet v senci. Namenjala sem svojo pozornost na to zunanjo lučko, ki je še bolj svetila, a hkrati je bilo na meni čedalje več senc. Potem se je stvar spremenila tako. In obrnila sem pozornost na sebe. Svoj pogled sem obrnila v sebe, v svoje srce in tam zagledala lučko. Začela sem dajati pozornost nase in ta luč je začela svetiti.
Začela je rasti skozi srce, skozi cel prsni koš, skozi celo telo. In kaj se je zgodilo? Nobena senca ni padala name. Da malo skrajšam, proces je tekel še naprej. Pozornost se je iz mene prestavila nad naš planet Zemljo in zagledala sem prižiganje mnogih lučk. 1, 2, 3, 10, milijon. Cela Zemlja je postala luč in ko je bilo dovolj kritične mase teh luči, je cela Zemlja zasvetila. Kako lepo ste to povedali, en kup misli se mi poraja zdaj ob tem, že ko sem brala knjigo, ta misel, ki ste jo povedala v knjigi, moč lahko najdemo samo v sebi in velikokrat jo iščemo povsod drugje, ne pa v sebi. In dejansko prav zadnjič sem prebrala v eni knjigi, da je to tako, kot če smo v sobi, ki svetli, kjer je svetloba, tudi če dvignemo rolete in če je od zunaj tema ne bo prišla v sobo. Bo ta luč sijala, ne bo senc, ne bo teme. Zato je res pomembno, da znamo iti vase, začeti spremembo pri sebi, doživljati, spoznavati sebe, poskrbeti za svojo lučko in če bi vsak poskrbel za svojo, bi naenkrat bilo veliko svetlobe. Mi pa zelo velikokrat znamo gledati levo, desno, naprej, nazaj, unga soseda pa unga, premalo se zazremo vase in prav v to nas knjiga usmerja. In jaz mogoče predlagam, da se majčkeno zazremo vase in prisluhnemo eni lepi pesmici. Kadar sama sem v tišini in ne moti me nihče, premišljujem o življenju, kaj se vse zgodilo je. Z mislimi se vračam čase, ko bila sem deklica, zdaj že mimo je otroštvo in mladosti pravljica. Je življenje kakor reka, ki potuje dan za dnem, od izvira tja do morja, čez pregrade in raven. Človek mlad je kot studenček, ki veselo žubori, ako starost nas ujame, nas kot reko umiri. Žalosten je moj obraz, ne pomagajo nam solze, ne denar in ne zlato, kakor meni tudi tebi, leta hitro tečejo. Je življenje kakor reka, ki potuje dan za dnem, od izvira tja do morja, čez pregrade in raven. Človek mlad je kot studenček, ki veselo žubori, ako starost nas ujame, nas kot reko umiri. Mlad je kot studenček, ki veselo žubori, ako starost nas ujame.
Življenje je kakor reka, prelep valček je bil, mi pa nazaj v pogovoru. Marjanca Trščinar Antič je z nami svojo gostjo. Poslušamo Marjanca, še imamo veliko časa. Hvala lepa. Upam, da, dragi poslušalci, poslušalke, je tudi vam tako prijetno, kot je meni tukaj v studiu z gospo Vesno Žvegla. Vesna je ena krasna oseba. Res žri in živi tisto, kar je v svoji knjigi. Dovoli si, da si ješ zapisala. To, kar piše, tudi živi. Cela knjiga je nastala na osnovi njenih izkušenj, njenega znanja, njenih prepričanj in njenega življenja. Zato je ta knjiga tako avtentična, zato se nas ta knjiga tako zelo dotakne, zato čisto vsak, ali res vsak lahko najde v tej knjigi nekaj zase. Tisti, ki me poznate, veste, da govorim tisto, v kar iskreno verjamem, in ta knjiga je nekaj, v kar verjamem, da lahko se vsakega dotakne in vsakemu pomaga. V tej knjigi Vesna med drugim govori tudi o času. Kaj je čas, sploh v tem tempu, ko vsi tolikokrat vas slišim, ko rečete, joj, se to bi bilo super, ampak nimamo časa. Čas je zelo relativna stvar, zelo raztegljiv. Nekateri celo pravijo, da ne obstaja, da je vse nekje tukaj okoli nas in da ga imamo toliko, kolikor smo si ga pripravljeni vzeti, kolikor si dovolimo, da ga upočasnimo in da se v tem času znajdemo, da on deluje za nas, ne pa da smo vedno v neki dirki, kjer lovimo mačko za rep, kar je skoraj nemogoče. In vzemite si čas danes ob 18. Pridite v Dolenjske Toplice, kjer se bova z gospo Vesno pogovarjali v živo, kjer bo Vesna predstavila svojo knjigo, svoje poglede na življenje in kjer jo boste tudi vi osebno spoznali. Čeprav verjamem, da tudi preko radijskih valov lahko začutite to njeno energijo, to njeno strast, to njeno svetlobo. In v knjigi se je gospa Vesna dotaknila še ene teme, ki je izredno pomembna in o kateri se vse premalo govori. To so vrednote. Katere vrednote nas vodijo? Vrednote, če jih znamo postaviti tudi v družini, pri sebi osebno, v partnerskih ali pa v kakršnikolih v odnosih, v poslovnem svetu, nas vrednote vodijo, so resnično kot tista zvezda Severnica. Gospa Vesna, kako vi doživljate vrednote, kaj vi pravite o tem? Vrednote so za vsakega posameznika oziroma za vsako skupino in družbo temelj, kot neko sidro, okoli katerega ustvarjamo sebe, svoj svet in našo družbo. Če pogledamo, kako nas življenje uči, kako nas pripravlja na življenje, pa ne gremo od religijskih do družbenih, do poslovnih svetov, vedno srečamo besedo vrednota. Tako se stvari začnejo. Vrednote, ki jih nekdo napiše, ki so nekje zapisane, a postanejo floskula. Ko pogledaš dejansko življenje ljudi, je to življenje predvsem drugačno od tega, kar so zapisane in neživete vrednote. Bom dala mogoče en primer. S primeri najlažje ponazarjaš. Mnogo let nazaj, na relativnem začetku moje službene kariere, smo imeli neko delavnico o vrednotah. In tam smo pisali, katere so ključne vrednote. Jaz osebno sem takrat napisala znanje, bila sem v fazi izobraževanja, delanja magisterija in vse skupaj, ne? In meni je bilo znanje res pomembna vrednota takrat. Pa smo potem na tablo pisali različne vrednote in je bilo potem povedano strani predavateljice, ki je vodila delavnico, najpomembnejša vrednota, statistično izkazana, je ljubezen, pa potem je bila družina, pa potem so bile razne druge vrednote, pač moje znanje je bila nižje na lestvici takrat.
Ampak zdaj v zadnjih letih, ko izjemno veliko časa posvečam razumevanju človeka, razumevanju človeštva, razumevanju sveta in svetov, v katerih živimo, prihajam do povsem drugačnih spoznanj. Ljubezen je dejansko najpomembnejša vrednota, ker ljubezen je tisti temelj, tista sila, ki nas vse povezuje, pa mi sploh ne vemo, kaj ljubezen je. Predstavljamo si, da je ljubezen tisto, kar nam povedo, da je ljubezen neka navezanost na nekoga, naj si bo to partner, naj si bo to družinski član, naj si bo to kdorkoli ali karkoli. In to nas družba uči, da je to stvar navezanosti. Navezanosti, ki pogojuje. To pa ni ljubezen. Ne? Ljubezen ni niti sila, ljubezen je temelj vsega, kar je. Ljubezen samo je. Mi smo samo izraz ljubezni. Potem družina, na primer. Ne? Mnogokrat se pojavi družina kot temeljna vrednota. To imajo pravzaprav vse religije, vse družbe kot temelj je družina. Pa poglejmo, kako jo dejansko živimo v današnjem svetu, ko nas spet ta ista družba skuša odtegniti od družine v mnoštvo aktivnosti izven družinskega prostora, in ko se vrnemo nazaj domov, v krog doma in družine, kakšni smo? Ali smo prisotni, ali nismo? Ali jemljemo to za samoumevno, ali ne? Ali se upamo in drznemo odpreti se drugemu človeku? Spet, naj bo to partner, naj bo to otrok, naj bo starš, naj bo prijatelj, kdorkoli. V tem odprtem odnosu mi gradimo družino, mi gradimo dom. In če pridem še do znanja, ali je znanje res vrednota, danes je moj odgovor ne. Znanje je izjemno pomembno, ampak vrednota je modrost. Modrost, ki izhaja iz tiste povezanosti, ko sem prej omenila, možganov, srca in notranjega centra moči, ko vzpostavimo znotraj sebe to drevo sveta, drevo življenja, axis mundi, o katerem govorijo pravzaprav vse religijske, mitološke, duhovne smeri in filozofske smeri. Mi moramo to spoznati na svoji avtentični ravni. In ko smo to notar, ko ne iščemo poti, ki jo živi drugi, ampak ko najdemo svojo lastno individualnost, takrat pridemo do tega, da živimo svoje vrednote in takrat se ne ocenjujemo več v odnosu do drugega, ampak drugega sprejemamo in takrat presežemo navezanost in postanemo povezani. In to pa je tista pot proti enosti. Hvala lepa, Vesna. Ja, znanje je pomembno, še bolj pomembno je pa, kot ste rekli, spoznanje, modrost. Na osnovi znanja, na osnovi izkušenj zagotovo pridemo do modrosti, pridemo do spoznanj in potem je dobro, da znamo to poslušati, prisluhniti, kar prevečkrat ne poslušamo sebe. Vsi imamo intuicijo, samo si zapremo ta kanal, se zapremo in si dovolimo, da na nas vplivajo mnenja drugih in potem smo prevečkrat v strahu, v hitenju, v nezaupanju, ne dovolimo si in prav o tem vaša knjiga govori, nas uči, kako lahko to spremenimo. Zagotovo nič ni vse cvetoče, sedaj je pomlad, ampak tudi v tej pomladi včasih mora biti tema, mora biti dež, je oblačno in to je čisto normalno. Vsi vemo, da sonce nekje je, da bo jutri posijalo in ko se nam v življenju zgodi oblak, tema, toča, pa smo velikokrat prestrašeni in izgubimo zaupanje, scagamo, bi rekli po domače, in tudi te teme se dotikate, ko pravite, da je nujno videti tudi sence, ne samo svetlobo, da je čisto v redu, da je tema, da bi spoznali svetlobo in kako to uravnotežiti, kako to iti naprej
ne zgubiti fokus, ne zgubiti vero v sebe in v življenje. To je tisto, kar se mi zdi, da je zelo pomembno. Ja, se povsem strinjam, Marjanca. To je ključ. Ne? Lepa slovenska beseda ključ. Če vzameš J ven, ker v slovenščini je bil J dodan konec 19. stoletja, ampak če vzamemo avtentično besedo ključ, k luč. To je ključ, ki gre k luči. Mi smo naučeni to, da dajemo pozornost navzven in iščemo vzglede, ki jim skušamo slediti, to ni nič narobe. Mi moramo samo ozavestiti, to so nas naučili. Tako so bili naučeni naši starši, naši stari starši, naši predniki in tako znanje in tako pot so predajali naprej. Ko to spoznamo, nimamo več zamer. In pridemo do tega, da odpustimo. Ena ključna točka spoznanja je odpuščanje. Kako iti naprej? Odpustiti moramo. Da odpustimo, moramo videti. Moramo to sprejeti, ozavestiti. In potem, ko smo avtentično v sebi, odpustimo. Odpustimo vsem, ki so nas peljali na to pot na način, kot so najbolje znali. Ampak še nekaj je pomembno. Odpustiti moramo sebi. Odpustiti moramo sebi in to se zgodi tisti premik. Tisti, ki poznate mogoče to havajsko modrost, ki pravi, da presežeš neko bolečinsko jedro, neko bolezen, ki je samo posledica nekega bolečinskega jedra v nas, moraš ljubiti se, moraš odpustiti si, moraš odzameriti si in sprejeti. Sprejeti moraš sebe in druge. In pri tem, ko se sprejemaš svojo avtentičnost, svoje darove. Današnja družba, pa to ne mislim današnja v smislu zadnjih 10, 20, 100, 1000 let, ampak naša civilizacijska družba, ki danes prehaja v naslednjo razvojno stopnjo, nas sili v to, da nam kaže, kaj je pomembno, čemu moramo dati pozornost in k čemu stremeti. To pa nas pelje v to, da živimo potencijale, ki niso naši notranji potencijali. Primer, če družba danes slavi nek način izraznosti, nek način talentov, namerno ne izpostavljam katerih, in vsi skušamo delati na nek konkreten način, v sebi pa nosimo notranje znanja, notranje potencijale nečesa čisto drugega. Naprimer, materialistično usmerjena družba teži k temu, da je samo materialni uspeh. Potem pa so ljudje, ki imajo izjemne ročne spretnosti, so ljudje, ki imajo izjemne socialne veščine, so ljudje, ki imajo izjemne umetniške izrazne veščine. In ti ljudje lahko se še tako trudijo, lahko so pri tem celo navzven izjemno uspešni, so notranje mrtvi, ker ne živijo svojih potencialov. Ko pa ozavestimo, da vsi nosimo luč, da vsi nosimo neko večje poslanstvo in ko si ga dovolimo prižgati, naredimo premik ne samo v sebi, ne samo v sebi in v svojem odnosu do bližnjih, ampak naredimo premik v družbi. Gospa Vesna, tako lepo ste to povedala. Ja, odpuščanje je zagotovo ključ do lahkotnejšega, svobodnejšega in lepšega življenja. Mogoče skozi naslednjo pesmico pomislite, kaj vse si morate odpustiti, komu naredite to, kajti s tem boste olajšali sebe in svoje življenje. Verjamem pa, da ste skozi tale pogovor si zaželeli, da bi gospo Vesno spoznali, jo videli, jo slišali v
živo in jaz pravzaprav ne. Po glasbi vam bom povedala še enkrat, kje, kdaj in kako. Imamo danes res eno enkratno priložnost tukaj na naših prostorih na Dolenjskem, kot smo rekli, ena lepa pesmica. Pomislite, spustite, odpustite in imejte se lepo. Odkrila, kot bi prebudila moja se mladost. Nežno čustvo v meni se rodi, ko zazrem njegove vesele oči. In bi rada se utopila, srečna bi se skrila mu na dno srca. Sploh se ne zavem, kaj mislim in počnem, zavita od strasti. Sama se sprehajam, sanjam se predajam, ki spomini spet bubi. Spet gradove zlate, daleč nad oblake, moje si srce gradi. Dvomih se ustavljam in se obotavljam, vem, kako slovo boli. A ko ga ugledam, se v oči zagledam, dvomnik je v pozabi se zgubi. Rano se veselam odkrila, kot bi prebudila moja se mladost. Nežno čustvo v meni se rodi, ko zazrem njegove vesele oči. In bi rada se utopila, srečna bi se skrila mu na dno srca. Sploh se ne zavem, kaj mislim in počnem, zavita od strasti. Sem odkrila, ko bi prebudila moja se mladost. Nežno čustvo v meni se rodi, ko zazrem njegove vesele oči. In bi rada se utopila, srečna bi se skrila mu na dno srca. Sploh se ne zavem, kaj mislim in počnem, zavita od strasti. Sploh se ne zavem, kaj mislim in počnem, zavita od strasti. No, počasi se približujemo zaključku oddaje. V današnji oddaji naš vsakdanjik, naša Marjanca Trčinar Antič gosti avtorice knjige Dovoli si, da siješ, Vesno Žvegla. Pogovor je bil kar prijeten, škoda, da nam je zmanjkalo časa. Ja, moj oče je vedno rekel, ko je najlepše, je treba končati. In verjamem, da sva vam zvestno povedali dovolj, da vas je zamikalo, da pridete. Danes ob 18. v Dolenjske Toplice, v kulturnem centru se bomo pogovarjali v živo. Vesna bo predstavila svojo knjigo, svoja razmišljanja, podelila z nami svoja res neprecenljiva znanja in izkušnje. Knjigo si boste lahko nabavili, če pa kdo nima časa, če ne more priti, lahko poišče kaj več. Dovolj je, da na spletu vpišete Vesna Žvegla, vas bo odpeljalo na njeno stran. Tam lahko zveste več o Vesni, o njenem delu, o knjigah, ker jih je več, in si tudi knjigo nabavite, kontaktirate z gospo Vesno. Tako da res
lepo vabljeni še enkrat. Gospa Vesna, hvala lepa, ker ste bili z nami, res prijeten pogovor. Jaz sem navdušena in sem res vesela in počaščena, da sva se spoznali. Veselim se današnjega večera. Mogoče pa ena zaključna misel za naše poslušalce. Hvala, Marjanca, tudi vam za ta res prijeten pogovor in Radiu Sraka, da nam je odprla vrata, da ta pogovor izpeljemo. Moja zaključna misel. Ko se odpreš in ko si dovoliš, da siješ, začneš okrog sebe videvati avtentične ljudi. In v zadnjih letih sem spoznala tako veliko, tako krasnih ljudi iz najrazličnejših področji življenja, da verjamem, da skupaj ustvarjamo res krasen svetel svet. In dovolite si, da sijete, vsak naj sije svojo barvo, svojo luč in tako bomo zasijali skupaj. Hvala lepa, prav lep pozdrav.